Ali zaposlene pohvaliti, jih poslati na dodatna izobraževanja, vključiti v ekstra projekte, jim omogočiti napredovanje, jih nagraditi. Kako torej motivirati zaposlene za delo s talenti, nam bo približala magistrica psihologije, magistrica Barbara Podlogar. Je bilo fino slišati tole glasbo, da smo prišli zdaj na en tak, upam, mal drugačen ritem. In k temu vas bom tudi jaz v tem predavanju povabila. Imam eno tako zahtevno nalogo, v bistvu po celem dnevu, ko ste tukaj pa poslušate o talentih. Jaz sem danes sicer hotela biti z vami, ampak sem mogla dopoldan že 5 ur predavati študentom in sem tam iskala kakšne izjemne talente. Tule malo višje gor, tako da poznamo o talentih kar nekaj stvari in danes je moj namen, da vas mogoče majhen spodbudim. In ko sem razmišljala, kako zdaj ne samo govoriti o tem, kako boste vi naprej motivirali vaše zaposlene, ampak saj veste, mi lahko naprej damo tisto, kar imamo sami v sebi, in tudi pri drugih lahko vidimo tisto, kar dejansko je že vsaj majhen tudi v nas. Tako da o tem bi se danes pogovarjali in ko sem se spraševala, kako bi začela, sem se spomnila ene zgodbe, ki je v bistvu čisto resnična, zdaj je že zelo stara, zaradi tega, ker tudi moja hči je majhen že odrasla in je danes 18 let stara in se počasi odloča, kaj bo šla naslednjo leto naprej študirati. Ampak ker je bila pa v 1. razredu, je pa prišla en dan domov in je rekla: "Mami, veš kaj, jaz bi imela pa domačo žival." In se mi je zdelo nekaj čisto logičnega, da otroci v tem času razmišljajo o kakšnih domačih živalih, ampak kar je pa ona ven privleka, je pa to, da bi imela slona. In to mi je bilo pa kar zanimivo. Sem rekla, okej, ampak zdaj, če bi ti imela slona, zakaj bi imela ravno slona? Je rekla, veš zakaj? Zato, ker pa bi ga lahko s sabo v šolo peljala. Si predstavljate zdaj vašo šolo ali pa, niste v osnovni šoli, ampak tja pride ena majhna punčka z enim velikim slonom. In potem sem jo vprašala, ampak zakaj bi pa ti hotela zdaj tega slona tja peljati? In je rekla, ja, zato, ker pa bi ga vsi videli. Ja, pa zakaj pa tebi toliko pomemben, da tega tvojega slona vsi vidijo? Pa je rekla, ja, zato, ker pa bi bila popularna. Sem rekla, pa bi bila popularna. Ampak zakaj pa ti hočeš biti popularna? In je rekla, zato, ker bi imela pa več prijateljev. To je pa čisto ena druga tema in se mi zdi, da tudi, ko se mi pogovarjamo o talentih ali pa o motivaciji zaposlenih, da je zelo pomembno, da gremo iz tistih slonov mogoče malo bolj v globino in tudi, ko hočemo ljudi motivirati, da probamo nagovoriti tisto, kar nas nekako bolj nagovarja, kakor slon sam po sebi. Si predstavljate, če bi jaz pri tistem slonu ostala, se malo nasmehnila, bi si mislila, koliko ima dobro domišljijo, bi najin pogovor tekel čisto v eno drugo smer. In tako je velikokrat tudi pri vseh teh projektih ali pa pri vsemu temu, kar se nekako lotevamo, zelo podobno kot s telim slonom. Veliko govorimo o enih stvareh, tudi ko se pogovarjamo o motivaciji ali pa jaz, ko recimo treniram vodje, kako voditi svoje ekipe, pa je pol na tem nivoju tega slona veliko enih absolutno čisto pravih argumentov. Ampak tu pa tam se moramo znati pa tudi malo potopiti ali pa majhen dvigant v ene višave, da lahko tudi sami sebe malo napolnimo in s to polnostjo potem napolnimo tudi druge. In tudi tukaj, ko se pogovarjamo o vodenju, pa vsem tem, kar lahko s talenti počnemo, se mi ne zdi, da bi rabila biti ena taka blazna revolucija, ki bi se mogla zgoditi. In tudi se mi ne zdi, da bi mogli zdaj vse tisto, kar že počnemo, stran vršiti. Kje pa? Zagotovo je ogromno stvari, ki jih odlično počnemo. Je pa mogoče tu pa tam samo ta fokus, da ga majhen zamejimo, samo da ga mogoče za par stopinj v eno drugo smer usmerimo, nekaj bistvenega, kar lahko spremeni naše okolje. Se pravi, eno šolo, ki funkcionira, ene odnose, ki so znotraj te šole, ali med zaposlenimi, ali med ravnateljem pa zaposlenimi.
ali med študenti, a ne, in ponavadi ali pa velikokrat mislimo ali pa si tako nekako razmišljamo, kaj vse bi mogli spremeniti, pa kaj vse bomo mogli, ne, da že nad vsemi temi pričakovanji malo pokleknemo, v resnici pa ta majhen fokus, majhna sprememba v nečem, že v tistem, kar bomo recimo pri drugih iskali, lahko zelo vpliva na kulturo. Ne, kajti en tak projekt, kot je to, da bi hoteli še bolj, recimo, pa jaz verjamem, da v šolskem prostoru se tako veliko odvija v smislu tega, da iščemo talente. Skoraj ne moreš brez tega na nek način. A ne? In kaj je pri tej stvari zame osebno, tako, ene take dve dobre stvari sta. Ena je ta, da ves čas treniram en drugačen fokus, kako videti pri ljudeh nekaj, kar mogoče oni sami pri sebi še ne vidijo. In to lahko delaš kot predavatelj, in to lahko delaš kot vodja, in to lahko delaš kot prijatelj. Ne, jaz se spomnim enih mojih najlepših spominov, kakšnih takih prijateljskih je bilo, ko mi je kolegica na koncu kosila rekla, joj, Barbara, ti, ki si pa razlagala, veš, o tem pa o tem, takrat so pa tebi oči prav zažarele. In mi je dala eno tako res krasno povratno informacijo, ki še danes z mano ostala in nekako opazujem, v katero smer gre. In tudi, ko se pogovarjamo o motiviranju zaposlenih ali pa o iskanju talentov, zelo težko bomo iskali talente med študenti, ne, če jih ne bomo začeli iskati tudi znotraj, ne, te skupnosti. In če ne bomo ta fokus usmerili. Seveda potem, kakšno bo sito, na kaj točno se bomo osredotočili, je pa lahko tako zelo generalno, a ne, kje nekdo izstopa, kje nekdo da več sebe na drugačen način, ali pa zelo specifično, glede na šolo, glede na program, glede na kulturo, ki jo imate, glede na vizijo, kam hočete priti. Tako da se s tem fokusom v bistvu lahko zelo, zelo igramo. Je pa fokus v bistvu, če pomislite, eno našo najmočnejših orodij, ki jih imamo. Ker na tisto, na kaj se bomo usmerjali, tisto bomo tudi krepili. Ne, in to so lahko potem tiste grozne novice, ki potem rabiš vsak dan kakšno dozo, ne, da se nekako zadovoljiš, ali pa res začnemo trenirati, da iščemo drug v drugu tiste stvari, ki nas nagovorijo na eno tako bolj pozitivno plat. In zdaj tudi tule sem jaz dala, kaj pa je recimo sploh vodenje ljudi, ali pa ne nazadnje, kaj pa sploh je eno učenje ali pa neko šolsko udejstvovanje, kot to, da ves čas na nek način dober vodja, dober mentor, dober predavatelj poskuša, ne, svoje poslušalce, svoje zaposlene nekako povabiti ven iz cone udobja. Ne, ker tam se potem dogajajo tiste spremembe, tam se moramo nekako soočati z vsemi temi strahovi, pa dvomi in tako naprej. In ko se to dogaja, je dejansko zelo pomemben, v kakšnem okolju smo. Ne, ali kot zaposleni, ki delajo z vami ali pa z mano, ali si upajo malo stopiti ven iz cone udobja in tudi ne nazadnje, jaz upam včasih spodbuditi, včasih jih moraš kar malo potisniti, ne, ker še sami ne vejo, česa vse so sposobni. In tudi jaz, ko se spomnim za nazaj, ali pa če vi pomislite na kakšnega svojega dobrega vodjo, se mi zdi, da je dober vodja bil tisti, saj v mojem primeru, ki je v eni točki bolj verjel v moje sposobnosti kot jaz sama. Ne? In me usmeril v kakšen projekt, ali pa se spomnim, moje prvo predavanje v karieri, še ko sem delala na Mobitelu, je bilo pred 100 ljudmi. V Portorožu smo imeli zaključne stranke in ko je meni direktor rekel, da je Barbara, kaj pa če boš ti tole odpredavala, sicer sem bila tako blazno pogumna, ja bom, ampak potem je pa ogromno enih stvari prišlo. Seveda sem vložila čas, pa trenirala, pa se pripravila, pa strokovno dobro poznala področje. Ampak še danes se tistega predavanja sploh ne spomnim. Šla sem gor, šla sem dol, baje je bilo okej, ampak vse vmes me je pa seveda totalno preplavilo, ne, ker nisem sploh razumela, koliko je to lahko ene treme. Ampak mi je pa dal eno zaupanje, ne, mi je pa dal eno vero in ker je nekdo drug verjel vame, sem potem tudi jaz upala iti na to pot, čeprav ne bi drugače
šla, najbrž ne tako hitro ali pa tako zgodaj, zagotovo ne, a ne. In to je tisto, kar vodje počnemo. In včasih pod kupico vseh teh stvareh, ki jih imamo, pozabimo na te stvari, a ne. Pozabimo na tisto, kar je najbolj pomembno, na to, da po eni strani sebe malo navdihnemo, pa imamo neka sidra tekom dneva, tekom tedna, tekom meseca, h katerim se vračamo in polnimo, da lahko potem to nesemo tudi v našo ekipo. Ne, jaz sem tukaj potem ponazorila, seveda, ko stopiš ven iz cone, udobja, je zelo pomembno, koga imaš okrog sebe. A te zna podpreti, a te zna uloviti tam, kjer ti mogoče zmanjka, te spodbuja, na kaj ima fokus. A ne, ta človek zraven mene išče moje napake, išče, kje se mi bo zalomil, ali išče, kje lahko me podpre, kje lahko mi da povratno informacijo, a ne, tole si pa dobro naredila. In če ta konkretna povratna informacija čim bolj konkretna, mi da v bistvu tudi drobtinice, neko vedenje, kaj naj jaz naslednjič delam, da bom lahko še boljša ali pa da bom še ohranila ta nivo, ki ga nekdo od mene zahteva, recimo. In tudi vidim pri timih ali pa pri vodjih, je v bistvu ta povratna informacija največja rak rana. Ne? Zaradi tega, ker če ti hočeš dobro povratno informacijo, recimo pohvalo ali pa kritiko, ne? O tem govorimo, rabiš kar spremljati, kaj ljudje počnejo. Rabiš zelo dobro znati argumentirati, kako boš nekomu nekaj povedal. Pa ne samo kaj, ampak tudi kako boš nekomu povedal. Ampak po drugi strani, če pa to natreniraš, je pa to največje darilo ali pa motivator, ki ga ti lahko ljudem daš. A ne, če veš kdaj, če veš na kakšen način, če poznaš malo razmerja, če nisi še tam, ko smo včasih tako vsi učili, a ne, tisti sendvič metodo, ampak ga vržemo čez okno, ne, pa se kakšnih novih pristopov naučimo, kako dajati povratno informacijo, potem lahko skupaj kot ekipa rastemo. Ne. Zdaj jaz verjamem, da ko pridejo zaposleni k vam ali pa delati v en tak šolski sistem, da nimajo toliko veliko izkušenj s tem, ne, da bi imeli tako velikokrat so se opekli, ko so šli ven iz cone udobja, da nikamor več ne upajo. Tu pa tam mogoče ne na višješolskem ali pa visokošolskem izobraževanju, ampak že prej se pa seveda tudi pojavljajo taki primeri, sploh med otroki, a ne, dijaki, ki pa si ne upajo ven iz cone udobja, ne zato, ker se jim ne bi dala, ampak zato, ker imajo toliko malo dobrih izkušenj, da bi bilo to varno narediti. A ne. In zdaj, ta pot do talenta, ne, druga stvar, ki sem jo pa prej pozabila omeniti, zakaj mi je še tako dobro o tem govoriti, ali pa iskati v drugih ljudeh en drobec talenta. Saj ti ne boš prišel pred nekoga, pa ga boš kar ne odkril, ampak lahko pa mu en pomemben drobec prispevaš. Je pa ta, da mi sami lahko vedno raziskujemo, vedno lahko opazujemo, ko z nekom se pogovarjamo, ne samo vsebino, ampak tudi kaj se z njim dogaja, ko o nečem govori. In vedno lahko iščemo občudovanje. A ne? In če je to naš fokus, se bo vse to tudi v nas krepilo. To je ti, se mi zdi, ena taka dobra popotnica. A ne? Jaz sem imela enega profesora, ki je rekel, jaz zdaj imate za domačo nalogo, da ko se boste naslednjič s tisto sosedo, ki vam gre najbolj na živce, pogovarjali, da boste našli vsaj eno stvar, ki vam je pri njej všeč. Ne? In potem vidiš, kako se pogovori začnejo spreminjati. Vidiš, kako se začne tisto, kar ti nekako iščeš, krepiti. Ker mi si vsi želimo biti navdihnjeni, ampak potem nas nič ne navdihne, niti se ne ukvarjamo s tem, kaj bi pa zdaj mene lahko navdihnili. Tako da vsi tisti, ki boste imeli ali pa šli na to pot, da boste v svojemu timu iskali talente ali pa naprej druge spodbujali, da iščejo talente, boste tukaj nagovorili ene zelo pomembne potrebe. Potem, da se povežemo, potem, da se usmerjamo v tisto, kar hočemo krepiti, kar nas nekako navdihuje, opogumlja. Tako da to bi bilo tako fino vsa okolja unesti, ne da v okoljih potem drug o drugem govorimo, pa o tem, kaj se je zgodilo, pa koliko je šla politika ne vem kam, pa se na ta način hranimo, ampak da res iščemo, kaj lahko pri ljudeh občudujemo. Zdaj smo imeli eno krasno glasbeno točko in ko greste
poslušati nekoga, ki vam je všeč, ki občudujete to njegovo muziko, in padate noter, ali pa predstavo, koliko vas to napolni. Koliko je lepo videti nekoga, ki nekaj počne, v čemer uživa. In to je v bistvu eno tako povabilo in vam in vašim zaposlenim, da ta fokus malo bolj usmerimo na to, kaj lahko v nekom, mogoče zdaj majhen tli, pa lahko z našo pomočjo majhen bolj zaživi. Seveda na nivoju ene šole se tukaj vedno potem dotika te kulture. Mi zelo težko gremo v razred, pa iščemo talente, če nismo mi del ene take skupnosti, kjer bi se to odvijali, če mi nikoli ne dobimo povratne informacije. Tako da to gre nekako od zgoraj navzdol in je fino, da se tukaj res povezujete, da je eno mentorstvo, izmenjava dobrih praks. In ne nazadnje potem, ko gremo na najvišji nivo ali na skupnost višjih šol ali na ministrstva, da se to tudi prepozna, da se to tudi vidi in omogoči en čas, en prostor, da se celoten ekosistem temu naredi. Seveda pa zmeraj lahko pri sebi začnemo in potem se mi zdi, da se lahko to zelo lepo razširi. Ker tako, kot sem pa rekla, kaj pa je talent, ali pa jaz rajši rečem temu en dar, ali pa en tak potencial, en tak neobrušen diamant, ki ga skupaj v resnici brusimo, se ga ne moremo sami sabo. Je res ena zmes različnih veščin, povratnih informacij, odnosa, ki ga ima nekdo. Je res, že danes, če pomislite, kdo je en vrhunski talentiran kuhar, boste rekli, jih je zelo različno, zato ker smo si zelo različni. In to je en res tak izjemen proces odkrivanja. In stranski produkt tega odkrivanja je, da s tem tudi pihaš malo na tiste zaprašen del sebe, svojega talenta, ki to probaš najdeti pri drugih ljudeh ali pa jih motivirati, da bi to iskali. To se mi zdi, da je tak dober stranski produkt. Zdaj, seveda ne moramo o tem sam govoriti. Zdaj vas bom malo izvala, pa bomo šli eno kratko tako vajo narediti. A ste za? Niste še toliko utrujeni, da ne bi zmogli? Boste, hvala. Zdaj bi me prav v stisko spravili, če bi rekli, ne bomo, zdaj pa že prepozno. Ampak vas bom res povabila, čistko vsega skupaj nam bo vzeli 10 minut, jaz sem tlele tudi časovnico, da vas bom usmerjala, ampak ideja je taka, da vi greste po dva skupaj. Jaz vam na naslednjem slajdu 3 taka vprašanja, ki smo jih zagotovo že vsi kdaj dobili na kakšnih predavanjih ali pa delavnicah, ki so pomembna, ampak v resnici se z njimi velikokrat ne ukvarjamo. Zdaj, kaj bo pa cilj? Se pravi, 2 sta v paru, eden od para odgovarja na ta vprašanja, 3 minute bo imel, drugi pa samo opazuje. Sej lahko ste prijazni, pa to z neverbalno komunikacijo pokažete, da se strinjate, da ste tam, da vas zanima. Ne boste pa govorili, pa dodajali, ampak boste pustili samo ta prostor za tega, ki govori. In tudi, jaz verjamem, da večina vas bo imeli premalo časa, da na to odgovori. Kakšen bo pa tudi v stiski, pa bi rekel, se sploh več ne spomnim, kaj pa še ne povem. Nič hudega, boste pa malo v tišini, tudi tišina veliko pove, ali pa bo še nekaj novega vam prišlo, kar drugače ne bi. Tako da to, tisto, ki bo pa poslušal, ima pa glavno nalogo, da opazuje tega človeka. To, kar smo se zdaj pogovarjali, a je kaj v njemu se spremenil, kaj je razlagal, a so mu kaj oči mačkam bolj zasvetle kot prej. To, da boste lahko potem njemu dali povratno informacijo. In ko bo 3 minute mimo, vas bom jaz opozorila in se boste zamenjali. In tisti, ki je prej poslušal, bo zdaj govoril in tisti, ki je govoril, bo poslušal. In ko bo spet 3 minute mimo, bom rekla, zdaj pa dovolj. In vam bom dala še 2 minuti za to, da si podelite, kaj ste opazili. Potem vam bom pa postregla še z nekimi takimi praktičnimi nasveti, kako lahko tudi mogoče vi v svojih ekipah še motivirate zaposlene na kakšen način in potem bomo pa tudi zaključili. Ok? Ste za to? A je kakšna nejasnost? Sem prezakomplicirala navodila? Se pravi, 3 vprašanja, 2 krat po 3 minute, najprej en govori, drug posluša, potem drug govori
prvi posluša in potem se izmenjate. Jaz vas bom pa vmes vodila, tako da ne rabite vi na uro paziti, bom jaz. Ok? Ok. Pa kar začnite. Ja, tako, ko sem vas opozvala, se je kar eno tako luštno vzdušje naredili. A je bilo težko deliti te stvari? Ne. Vas je pa najbrž vrnili nekam v ene čase ali pa v en stik z določenimi stvarmi. A ste kaj posebnega opazili? Bi kdo kaj podelil? Ne, zdaj, ko govorimo o potencialih ali pa darih ali pa talentih, se mi zdi tako pomembno se zavedati, da to je vse noter v nas in tako letli, tako kot tukaj sem dala to žerjavco, ki se mi zdi taka dobra prispodoba. Zdaj, kaj vse s tem lahko počnemo, kot vodje, kot mentori, kot predavatelji? A kakšna ideja? Lahko drva nalagamo, ta je najboljša. To potem je hitro vroče, pa hitro raste, pa hitro se krepi, pa hitro gre naprej. Kaj še lahko naredimo? Lahko tudi pogasimo. A veste, kdo ponavadi talente gasi? Kako? Gasilci? Upajmo, da ne. Upajmo, da ne, ampak ne. Ponavadi takrat, ko mi pri sebi toliko zadušimo naše darove, pa toliko zadušimo naše talente, pa toliko zadušimo nenazadnje čisto naše potrebe, neuslišane, da to pri nas povzroči, ne da smo hudobni, ampak to pri nas povzroči tako ogroženost, ko začne okrog nas nekdo kazati talent, da ga najraje zatremo. In to se pri ljudeh kaže čez eno tako hudo zagrenjenost, pa tudi stisko še prej. Tako da ja, s talentom, talent je skozi prisoten. Zdaj, malo je odvisen od tega tudi, v kakšnih okoljih smo, pa koliko časa tam ustrajamo, pa kakšne vodje imamo, pa tako naprej, ker lahko tudi popihamo na to. Drva je krasno, ampak včasih tudi je dovolj, če samo malo popihamo, pa kaj razpremo, pa se spet majčkeno usplamti. In je fino, da to krepimo, ker s tem, ko to zagori, lahko damo naprej, v tistem dobrem smislu, da pa vse požgemo, ampak damo naprej, da se to krepi in da se to razvija. In da to iščemo in v sebi in v drugih. In to se mi zdi en tak krasen način, ko to začnemo pri sebi iskati in ta fokus, ki sem ga prej omenjala, spreminjati, dati na tisto, kar hočemo, da se krepi, ne na tisto, kar nam gre itak že na živce. Zdaj, kje začeti? Seveda, tako kot smo na začetku rekli pri sebi, jaz sem tukaj dala tak znan vedenjsko-kognitivni trikotnik, ker se mi zdi, da kakorkoli se oddaljujemo od tega vedno, jaz tudi vidim pri sebi, pri coachingih ali pa pri drugih stvarih, ki jih počnem, da zmeraj pridemo do sem. In že danes vi lahko sami pri sebi malo pogledate, ko ste videli to temo, pa o čem se bomo pogovarjali, kaj je bila tista vaša prva misel. Kaj je vam pokukalo? Zaradi tega, ker glede na to, kako vi gledate na svoje zaposlene ali pa na sodelavce ali pa na neke projekte, na nekaj, kar hočete spremeniti, kar hočete vpeljati, to zelo vpliva na to, kako zares bomo stopili na to pot, pa tudi koliko se bomo sami sebe sabotirali. Ker jaz pri delu z ljudmi velikokrat vidim, da je en tak ogromen energetski manko ali pa odliv se zgodi takrat, ko ljudje prvič se ne zavedajo, da sami sebe prav s tem trikotnikom sabotirajo, mislijo, da hočejo nekaj narediti, pa v resnici si skozi govorijo nekaj drugega, ali pa so ves čas v enem konfliktu pri sebi. Po eni strani bi nekaj se lotili ali pa bi nekaj spremenili, po drugi strani pa ne bi. In potem to, da ni sprejel odločitve, ali bo šel v neko spremembo ali ne bo šel, je v bistvu največji potrošnik energije. Bi bilo skoraj boljše, da bi rekel, ne, mi se pa tega ne gremo ali pa se tega ne gremo to leto, kakor da skozi cincamo, pa smo nekaj na pol. Tako da je ta v bistvu predispozicija ali pa ena podstat tega, kako se bomo lotili enih sprememb, tudi če govorimo, kako bomo motivirali zaposlene, pomembno, da se zavedamo, s kakšnim odnosom stopamo. In to lahko vedno začnemo, pa malo prevetrimo, pa pogledamo pri sebi.
Zdaj, jaz zelo rada tudi takrat, ko se pogovarjamo o spremembah, ker to, na kak način bomo vodili, ali pa če bomo majhen spremenili naš način vodenja, ali pa če bomo vpeljali v naš način poučevanja, ali pa v delo, recimo, zaposlenih to, da bodo iskali talente, je zelo pomemben, da se tudi zavedamo, da najprej nekako vedno nagovarjamo tele na začetku. To je krivulja sprejemanja inovacij, ki sicer izhaja iz teh bolj tehnoloških smeri, ampak jo tudi uporabljamo takrat, ko želimo v bistvu kulturo v podjetjih spreminjati. In kaj to pomeni? Da najprej vedno nagovarjamo te inovatorje ali pa zgodnje uporabnike. Se pravi, vidite, koliko jih je malo, ampak a so v naših timih tisti ljudje, ki mi je pa to, da bo nekaj novega se zgodilo, nekako njihovo bistvo, jih poganja, njihov ta glavni motivator. To so tudi, če gremo čisto nazaj na tehnologijo, tisti ljudje, ki so čakali, se spomnim leta nazaj, v vrsti, preden je nov iPhone prišel, pa so po 3 ure stali v vrsti ali pa pol noči, da so ga dobili. Tako da, in tako je potrebno tudi v timih poiskati, ker tisti so ljudje, ki bojo potegnili naprej ostale ljudi. In tudi zato tukaj smo se na začetku pogovarjali, če se spomnite tistega slona, pa potem dejansko, da si je želela več prijateljev. Njih nagovorimo s tem, z vrednotami, ker oni iščejo v bistvu projekte ali pa načine ali pa spremembe, s katerimi se lahko poistovetijo. Zato je tako pomemben, da včasih iz tistih ogromnih to-dojev, ki jih vsi imamo, stopimo pa se pogovarjamo tudi čisto na tem nivoju, kaj nas lahko nekako plemeniti in kaj bomo s tem, ko bomo iskali talente ali pa iskali nove načine, kako ljudi motivirati, da bodo delali s talenti, nekako opolnomočili ljudi, spremenili eno skupnost, nazadnje vplivali na neko družbo. Meni je všeč, če smo tako lahko malo bolj širokopotezni tu pa tam. In seveda te ljudje so tudi nekako največji, kako bi rekla, taki iščejo, ne marajo statusa quo, iščejo skozi to, da grejo ven iz cone udobja. In njim se seveda potem najbolj upirajo tisti, ki pa hočejo imeti status quo. To so pa ljudje, ki pa želijo, v bistvu imajo največje koristi v tem, da se nič ne spremeni. Tako da tu pa tam je treba potem znotraj tima poiskati kakšne take ljudi, ali pa če ste vi tam na začetku, pa še toliko boljša. Potem se morate samo še ukrepiti v teh vaših idejah, da jih lahko naprej peljete. Tukaj imate še nekaj načinov, kako jih lahko hitreje prepoznate, ampak že takrat, ko so neke spremembe, če te spremembe ne nagovarjate ali pa ne prodajate naprej, če se tako izrazim, samo čez tistega slona, ampak greste malo bolj v globino, jih boste zelo hitro zaznali. Jih boste zelo hitro v bistvu tudi prepoznali in lahko skupaj z njimi gradili eno novo kulturo, recimo. Potem en tak drug model, ki je meni pri vodenju zelo koristil, in tudi, kadar sem prišla v kakšen nov tim, pa sem si mogla izoblikovati eno tako sliko tima, mi je bil pa v bistvu ta matrika kompetentnosti pa zavzetosti. Zakaj? Zaradi tega, ker ne, da bi zdaj ti zaposlene ocenjeval, pa jih nekam umestil, ampak predvsem zato, da bi približno se ti svitali, kje trenutno so te zaposleni, in kako, v bistvu, kakšen način vodenja od tebe potrebujejo. Ker največja napaka vodi je, da mislimo, da bomo z enim načinom vodenja bili pošteni in pač z vsemi enako sodelovali. To pomeni, da bomo vsaj 3/4 zaposlenih napačno vodili v resnici. In zdaj, če pogledate to matriko, vidite, da na eni osi je ta zavzetost ali pa volja, koliko ima ene energije, koliko hoče nekaj prispevati, koliko je zavzet za eno delo, na drugi strani je pa v bistvu koliko ima enega znanja, koliko je že usvojil enih kompetenc. In tako potem dobimo ene take 4 kombinacije. In čist, če vidite tule te zeleni, ta spodnji, so ponavadi kakšni mlajši kolegi ali pa nekdo, ki je zamenjal področje, pa še nima zelo veliko kompetenc, ima pa veliko voljo.
Ne, in tudi danes, ko je pomanjkanje kadra, ko ljudje ali pa podjetja iščejo zaposlene, predvsem tudi s psihološkimi testi preverjamo in pa z različnimi nalogami preverjamo to, ne, ali je on se bo aktiviral, ali je na nek način že to ene samopodobe zgradil, da ima dovolj nekih izkušenj, da je zavzet, da je motiviran. Ker vemo, da naučimo, če je motiviran, ga naučimo lahko hitro marsikaj. A ne? In tazga posameznika seveda bomo mentorirali, ga bomo mu dali nove projekte, zato da bo lahko razvijal svoje sposobnosti, svoje kompetence. Ne, potem so teli rumeni čisto tamle na vrhu, na desni strani, so tisti, ki so najbolj zavzeti, pa tudi najbolj kompetentni. Ne, kaj se vodjem največkrat zgodi, da se nam zdijo tako ne samoumevni, seveda jih cenimo, ker jih tudi znamo zelo dobro obremeniti, ampak z njimi res na nek način ni nobenega dela. Ampak če jih pozabimo, če ne znamo tega ovrednotiti, se lahko zgodi, da bo tudi tak zaposleni šel, ali pa bo padel potem med tele bolj rdeče, ker so pa visoke kompetence, ampak ni pa več volje, ni pa več te zavzetosti. Tega je zelo veliko. Tako po eni statistiki bi rekli, da teh, ki si jih najbolj želimo, je 20%, potem pa tale diagonalca, med zeleno pa rdečo jih je največ, teh modrih, ki so pa nezavzeti oziroma nimajo veliko neke volje, pa tudi majhne kompetence imajo, jih je pa v resnici zelo malo. Te pa rabijo seveda tudi na dolgi rok, če se nič ne spremeni, pa tudi če mi ne znamo voditi, je fino, da takih zaposlenih nimamo dolgoročno, zaradi tega, ker lahko okužijo celotno ekipo in tudi ekipa zelo zameri takemu vodju, ki to spregleda. Boljše pa je, da to prepoznamo, pa mu dajemo dobra navodila, manjše naloge, da lahko postopoma nekako razvija svoje sposobnosti. In vidite, čez to, na kakšen način lahko tudi upeljamo, če smo prej rekli tam, da prepoznamo tiste, ki imajo radi spremembe, lahko pa potem v naslednjem krogu pogledamo, kje pa so zdaj ta moja ekipa, ali zunanja, ali tisti, s katerimi sodelujemo tudi širše, a rabi kje kakšen nov projekt, da bo razvijal lahko svoje kompetence, a lahko nekoga, ki je zdaj mogoče na kakšnem drugem področju, ampak ima tako voljo nekaj še narediti pa prispevati, ga preusmerim, pa mu dam še neke nove priložnosti. Ogromno enih potencialov je v bistvu, kako motivirati zaposlene na različne načine. In tukaj imate recimo eno tako idejo, ali pa že zdaj, če ste se malo poigrali, kje vse so vaši zaposleni, pa upam, da so sam tamle zgoraj, med rumenimi. Ampak roko na srce tudi mi nismo včasih, zato pa rabimo nekako drugega, da se tu pa tam damo ven iz cone obdobja, spodbudimo in seveda za vse to uporabljamo povratno informacijo, pohvalo in takrat, ko je potrebna tudi kritika. Dobra kritika je odlična povratna informacija in v bistvu tudi odlična nagrada lahko, spodbuda za eno rast ali pa eno povabilo k nekim novim kompetencam. Zdaj za konec, kaj vse, če bi tako povzeli, kaj vse lahko motivira nas, naše zaposlene, nenazadnje študente na koncu, in to je tisto, na kar se lahko malo raziskujemo, pa iščemo pri posameznikih. Spet tisti fokus, ki ga lahko nekako usmerjamo. Ene ljudi zelo zanima pa motivira ta ciljnost, da lahko nekaj doseže, da se lahko dokaže in to je njegov jezik motivacije. Za nekoga je zelo pomemben interes, vsebina, področje, s katerim se bo ukvarjal. Lahko na enem področju blesti, na drugem ne bo motiviran, ker je ta interes za njega izredno pomemben. Potem avtonomija. Nekateri ljudje sploh ne morejo uspevati v enem zelo rigidnem sistemu, ker rabijo zelo velike avtonomije, svobode, da sami odločajo. Spoštovanje. Določenim ljudem je spoštovanje to, da dobi priznanje, to, da se ga izpostavi njegove dosežke, da ima en status, že naziv delovnega mesta je včasih izredno pomemben takim ljudem. A piše spodaj vodja, a piše direktor. Tako da to so res lahko take majhne drobtinice, ki pa na zavzetost posameznika pač vpliva, ker roko na srce, vsi smo krvavi pod kožo.
razvoj, ne, take imamo sploh radi, ampak zdaj, če smo mi delamo v enem okolju, kjer se ne razvija veliko, bo tak zelo trpel. Tako da iščemo tam, kjer je lahko en zaposlen kot riba v vodi, ne kot riba, ki pleza na drevo. Si predstavljate to primerjavo. Ali pa namen. In tudi, ko govorimo o talentih, v bistvu se mi zdi, da nagovarjamo prav ta namen, se pravi vrednote, poslanstvo, smisel, zakaj bi nekdo hotel delati s talenti. Saj so zagotovo z njimi zahtevno delati. Zakaj bi nekdo v ljudeh odkrival tisto, kar še sami niso odkrili. In hkrati dvomu, zdaj pa jaz delam s talenti, jaz sem pa kdo. Ja, tudi si talent, moraš biti, da lahko pri drugih to iščeš, ampak mogoče za nianso na enih drugih področjih. Tako da ta fokus je treba ves čas imeti v ospredju in ves čas vsak dan v resnici skrbeti za to, da vas nekaj navdihne, da lahko pol majhen bolj navdihnete naprej. In jaz sem včeraj takle čas bila tule gor, kdo ve, kje je to? Ja, hvala, Celjski grad. In probam iti skoraj vsak dan, če mi rata, v resnici mi rata tam 3 do 4-krat, na teden. In to je recimo zame en kraj, kamor grem, da se napolnim. In včasih, ko pridem gor, pa se usedem, zdaj odvisen, kakšen dan sem imela, koliko hitro bom šla. Če sem imela slab dan, moram iti fejst hiter in če vas srečam, bom komi dihala. Zdaj, če sem imela boljši dan, grem bolj počasi, vmes še usedem, uživam v vremenu in tako naprej. In potem, ko sem gor in ko vidim vse te hribčke naokrog in ko gledam dol, se mi zdi, pa saj življenje je lepo. Pa kje sem se zdaj jaz danes 2 uri nazaj izgubila v vseh mojih to-dojih. In tako nekako probam vsak dan najdeti, včasih ne grem gor, mi je kaj drugega bližje, najdeti nekaj, da me navdihne, najdeti, da se odlepam od tistega vsakdana, ki mi reče, pa joj, a še to. Ker potem vem, da bom težko dala naprej. Težko je predavati, 50 ljudem ali pa danes zjutraj 55 študentom, če nimaš te energije in jo moraš nekako iz nekje povleči, ali pa jo krepiti vsak dan namenoma s tem fokusom. In za konec, dar zagotovo ni nekaj, kar nam je kar dano, nam je dano, ampak tam čaka, da ga odkrijemo, in da ga nekako obogatimo, odkrivamo skupaj v odnosih, zelo težko sami. In je nek način tudi, kako na svoj vrsten, na svojstven način damo svetu. Tako da hvala lepa.